Da sem skupaj, zdaj, da ne bi jutri zašli spet v kakšne dileme, ali sem jaz danes tukaj in ali je ta tiskovna konferenca bila. Jaz rad tiste, ki ste včeraj poročali, da mene ni bilo v državnem zboru, vprašal, kje ste dobili to informacijo. Mogoče gospa s Pop TV ali pa z Dnevnika. Nam lahko potrdite, ste bili na odboru? Mislim, včeraj od 9. zjutraj, pa verjetno nekje do 11. ko je trajala seja odbora za zunanjo politiko državnega zbora na seji. Tam je bilo kakšnih 30 ljudi, je lista prisotnosti. Seja je bila odprta, bili ste tam novinari, tudi novinari iz tistih medijev, ki so potem poročali, da mene tam ni bilo. Torej, kje ste dobili ta informacijo? Kje ste dobili ta informacijo? Janša, to ni pomembna informacija. Glejte, tiskovno konferenco sem jaz sklical in bom jaz odločil o tem, kaj se mi zdi pomembno povedati. Pomembno vprašanje je, kdaj boste dvignili pošto. Glejte, jaz vem, kaj so vam naročili v Murglah, vem, da bi svetoval, da malo počakate s svojo nestrpnostjo. Ne, jaz samo sprašujem, torej vi ste včeraj cel dan poročali, da mene ni bilo, nek časopis je celo pisal, da ne vem, je pozval ustavno sodišče za to situacijo in jaz bi rad vedel, kot se širi dezinformacije, ki je očitno laž. Prej sem govoril s kolegico iz Pop TV, ki mi je dejala, da je to informacijo dobila pri predsedniku državnega zbora. Je tako? Lahko poveste o priporočeni pošti, gospod Janša? Ne, pogledajte, si upate vi potrditi isto, kar ste mi rekli na hodniku, tako da mi lahko razčutimo znotraj državnega zbora, kako te stvari potekajo. Jaz sem tudi včeraj cel dan čakal, da državni zbor demantira to laž. Pa se ni zgodilo in če drži to, kar je rekla gospodična Kunale, potem je ravno predsednik državnega zbora širil to laž. Kljub temu, da je, ne vem, 50 prič te seje, da so bili na seji novinari iz medijev, ki so potem o tej laži poročali. Torej, očitno se vam zdi to vse v redu. Gospod Janša... Zdaj pa prosim, da postavite vprašanja, na kjer že tako ne ste počakali. Nam lahko potrdite, je pošta priporočena, že bila vam uročena, je pri vas v pisarni? Meni je bilo doslej uročeno na stotine priporočenih pošiljk. Govorimo o konkretni specializiranega državnega tožilstva. Tam mi pa ni bilo rečeno. In jaz imam tudi velike dileme, ali sprejeto okuženo pošiljko, ki prihaja iz hiše korupcije. Ampak znano je, da v finančni preiskavi ne sodeluje samo tožilstvo, ampak tudi ostali pristojni organi, FURS, carinska uprava. Glede davčnih organov je bila izvedena osebna davčna preiskava v mojem primeru. Jaz sem se s predstavniki davčnih organov dobil nekajkrat, odgovarjal sem na vse njihova vprašanja, predložil sem jim vsa dokazila in to že zdavnaj nazaj. Kot veste, sem bil 6 mesecev v zaporu. Popolnoma na razpolago sem oblastem, nihče me ni nič vprašal. Zdaj pa se očitno zaradi nekega tajminga, pa zaradi nekih rokov, ki jih je nekdo zračunal, verjetno pa prihodnost pokazala, zakaj je ravno v tem času zganja neka, bomo rekel, nerazumljiva histerija z vročanjem nekega vabila. Finančna preiskava se ne konča s kazenskim postopkom. To bi morali vedeti, ker se s tem veliko ukvarjate. Ampak je to potem pač pravni postopek, je tožba, kjer država zastopa pravobranilstvo in pač postopek poteka po pravnem postopku, ne po kazenskem, ne po zakonu o kazenskem postopku. In poteka na način, ki je zelo specifičen. V bistvu gre za, rekel, inkvizicijska pravila. Ti moraš tam dokazati, da nisi čarovnica. Zdaj sami veste iz zgodovine, koliko ljudem je to uspelo, še posebej v situaciji, kakršna je pri nas. Tako da jaz ne delam iluzij, da ti postopki, ne glede na to, ali bom jaz še kaj povedal, ali ne, sem pa že vse pojasnil, ne bodo tekli naprej. In jaz enostavno v tem medijskem šovu in šovu diskreditacije ne želim sodelovati.
Doslej je bilo proti meni sproženih krepko več kot 100 podobnih postopkov. Vsi so padli na neki instanci, tako kot bo padla Patria in kot bo padla tudi ta finančna preiskava. Jaz ne dvomim to, da na prvi ali pa drugi ali pa mogoče tretji stopnji bo vse potrjeno, kot so bile mnoge druge stvari, ampak na koncu bo to padlo. In vi potem seveda ne boste niti 10% toliko poročali, kot poročate o tem, da jaz nisem prevzel nekega vabila. Ki so ga pa začeli vročati šele, bom rekel, v času, ko so se vsi roki iztekali in ko se je namerno okrog tega želel ustvariti cirkus in neko zaslišanje v postopku, kjer ne bile stvari interne, zaupne, ampak o vseh podrobnostih vi prej izveste kot jaz. Tudi včeraj se je, mislim, da ravno na vaši televiziji poročalo, da bi se odkrilo za 500.000 evrov nezakonitega premoženja pri meni. Celotno premoženje moje družine ni v tem trenutku vredno pol toliko. Pol toliko. Jaz sem se podatke o svojem premoženju že zdavno javno objavil. In tisti govorijo o 500.000 evrih, seveda, ne vem, zasleduje zgolj neke medijske propagandne učinke. Zakaj tega na tožilstvo ne pojasnite? Zakaj to nam razlagate nam? Pojdite na tožilstvo, pa to pojasnite tožilstvo. Seveda in pred tožilstvom boste vi s kamerami in to bo spet, bom rekel, velika zgodba o vaši glavni temi, za katero dobivate plače. Jaz sem te stvari pojasnil tudi javno, tukaj v tej dvorani Državnega zbora. Mislim, da sem 2 uri pojasnil vsako podrobnost, tudi sem poročilo KPK-ja. To poročilo je odpravljeno, ne obstaja niti več zakonske osnove, na podlagi katere je bila ta finančna preiskava uvedena, ker je osnova, na podlagi katere je bila uvedena, odpravljena, tega poročila ni in gre zgolj za zlorabo državnih in paradržavnih institucij za obračun z notranjim razrednim sovražnikom. Ampak imate možnost, da ne vidite, kaj se ugotovi? Na isti način se to dogaja. Jaz sem to možnost imel, ker bo itak prišlo do naroka. Roki so itak že potekli, verjetno je ta tožba, ki bo zastopala državno pravobranilstvo, vložena. Te stvari bom jaz tako ali tako, na te stvari vas lahko tako ali tako odgovarjal. Brez tega, da je bilo vmes še 10 prilik za medijske šove, kot jih ustvarjam. Gospod Janša, ampak očitno je, da se s tem konstruktom želi vplivati na odločitev Ustavnega sodišča v zvezi Patria, nekje ravno v teh dneh poteka. Mogoče, zdaj še bolj možen neposreden motiv je pa po moje v tem, da je po 2 letih zavlačevanja in zadrževanja nekega poročila tako Vrhovno sodišče kot Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila koruptivnost generalnega državnega tožilca, gospoda Fišerja. Itak nikoli ne bi smel biti niti tožilec, kaj šele generalni državni tožilec. Letos praznujemo 70. obletnico konca druge svetovne vojne in genocida, pomorov nad 10.000 Slovenci in vojnimi ujetniki. Gospod Fišer neposredno sodeloval pri preganjanju tistih, ki so skušali posamične elemente tega zločinskega dejanja pietetno obeležiti in pokopati mrtve. Preganjajo duhovnike, ki so organizirali mašo na grobišču. In to je zdaj generalni državni tožilec v državi. Zdaj je še koruptiven in, oprostite, preden jaz se odločim, da bom sprejel kakšno okuženo pošiljko iz hiše korupcije, sem imel vsaj nataknil rokavice. Da pa, kako to pričakujemo? Kot že rečeno, včeraj ste objavili neko sporočilo tožilstva, kako je to zaupen postopek. Hkrati ste pa objavljali neke podrobnosti iz tega postopka in noben ni postavil vprašanja v zvezi z zdravo pametjo pri tem. Pa še to, gledajte, iz tega, jaz nisem dolžan sprejeti tega vabila. Saj zato vas sprašujemo, če ga boste. Torej, jaz sem vam pa odgovoril, kako bom ravnal, že prej. Vi pa iz tega delate večji problem, kot iz dejstva, da ima ta država ministra za pravosodje, ki je pravnomočno dokazano kršil 7 zakonov po ugotovitvi Računskega sodišča
ki si je dal izolirati pisarno za 30 000 evrov v času, rekel, gospodarske krize in ki je kršil ustavo in človekove pravice. In to je minister za pravosodje. In za vas to ni kakšen velik problem. Tukaj vas je pa 40. Zaradi tega, da bi... Zaradi tega... Z vašo fiskovno in z vašim problemom s tožilstvom, kakšno povezavo? Gospod Potiček, vem, da vi izhajate iz nekega okolja, ki mu je beseda kultura tuja, ampak vendar bi prosil, da se malo drži. Ker je malo težko poslušati vse te vaše argumente, ker imajo veze z vašim problemom. Prisotnost ni obvezna. Tudi moja prisotnost včeraj na odboru ni bila obvezna, pa sem tam bil. Pa ste me vseeno obtožvali, da me ni bilo. Tako da, malo se umirite, prosim. Jaz sem miren. V redu. Torej imamo generalnega državnega tožilca, ki je koruptiven in zdaj pravi, da si je zakon drugače razlagal. Se pravi, ne zna brati zakonov. In zdaj mi verjamemo to, da je pa rekel, neka obtožba, ki je na prvi pogled absurdna. Cela moja družina v tem trenutku nima več premoženja kot mogoče za 250 000 evrov, lahko sami izračunate. Večino nepremičnin je na kredit, če jih hoče gospod Fišer odplačati, so vrata odprta. Zdaj pa ne bilo za 500 000, nezakonitega izvora. To je stvar, ki je skregana z logiko in zdravo pametjo in bo seveda trčila na ta zid logike in pameti na neki stopnji, jaz verjamem, da ne na prvi, ker iz teh stopenj slovenskih sodišč in pravosodja so logiko, pamet in pravično že zdavno izgnali. Nekod se je to končalo in zrušilo. Tako da, gledajte, to ne bo, tle ne bo kakega velikega poka. Tudi tisti veliki pok iz Murgel se počasi končuje in se bo razblinil. To je mogoče nek tak žalostni prdec iz Murgel še. Še kako vprašanje? Ne, jaz imam nekaj Pri predsedniku Pahorju danes se zbirajo pri spomeniku, je to vaš, mislite, da je to korak k spravi? Podrobnosti ne poznam. Za spravo je potrebno še mnogo več kot postavljanje kakšnega spomenika ali pa sprejetje zakona, s katerim se bo morišča preimenovalo v grobišča, vse ostalo pa ostalo enako kot to. Še eno vprašanje, gospod Janša, kako komentirate namige, da naj bi v tej aferi Webergate šlo tudi za v bistvu prisluškovanje oziroma spremljanje DUTB oziroma SDH, da naj bi bilo, se ne bi ostalo vojaško obveščevalna služba, da se ni ostalo samo na pač spremljanju javno dostopnih informacij, ampak da naj bi prisluškovalo DUTB pa SDH. Tako. Ja, gledajte, hvala, da ste opozorili še na eno očitno uporabo dvojnih meril. Jih je toliko, da človek veliko pozabi sproti in spusti. Nihče med vami, noben meri v Sloveniji, mogoče dva, ni problematiziral to, da je gospod Weber, ki je drastično kršil zakonodajo, zdaj je tukaj poslanec v državnem zboru. V mojem primeru, ko je šlo za podobne obtožbe, ki so kasneje na sodišču padle, sem bil zamenjen en teden, ko sem minister za obrambo. Je bi bilo strašen kravaj glede tega. Zdaj pa meni postal tega vprašanja. Da je to res, ali ne, jaz ne vem, ampak zagotovo gospod Weber ni naročil vojaški obveščevalni službi, da dela klipinge iz časopisov. Zato ima PR službo, ker je kar nekaj zaposlen. Torej, že iz tistega zapisnika, ki ga je Komisija za nadzor odkrila, izhaja, je bila služba zlorabljena in služba je uporabljala sredstva, ki jih pač take službe uporabljajo. Niso se uporabljajo, niso se verjetno ukvarjali za prebiranje časopisnih člankov. To bi končno minister lahko sam prebral. Gospod Janša, pred vašo pisarno pred kakšnim 10 minutami stala uslužbenka z rumeno kuverto. Lahko domnevamo, da gre za to tožilsko pošto, da nameravate sedaj sprejeti, podpisati to in v tem trenutku to sprejeti. Glejte, vse, kar... Lahko posnamemo in sodelujemo v tem šovu.
Jaz vedno ste vi za to prišli, samo boste razočarani. Jaz še kakšno vprašanje. Lahko jaz sem še za eno glede teh finančnih zadev in očitkov z vami glede premoženja. Kako pojasnjujete dejstvo, da je vaša osebna bančnica plačevala stroške z njenega računa? To, če lahko še enkrat pojasnite. Prvič, jaz v tej banki nisem imel osebne bančnice. In pri tej banki, kar se piše zadnja leta, tu ni nobenega kredita. Se pravi, nobena bančna uslužbenka ni plačevala vaših stroškov svojega računa? Plačevala je sestrična moje žene, ker je pač šlo za pomoč, ampak z našim denarjem, ne svojim. Ampak zakaj z njenega računa? To je malo nenavadno. Ja, pač zaradi tehnike verjetno. In tudi to smo že 10-krat pojasnili in to ni kaznivo. Je bil eden postopek tudi na banki in ni bilo ugotovljena nobena nepravilnost. Na naroku boste iste dokaze predložili, če se boste za to odločili? Govorimo o hipotetičnih stvareh. Skratka, noben očitek, ki se je pojavil, ni ostal nepojasnjen. In to ne samo na podlagi besed, ampak tudi na podlagi dokumentov. Tudi visoki zneski gotovine, ki se položijo na transakcijski račun. Vse je bilo pojasnjeno. Mi tega ne vemo. Potem ste nepismeni, ker magnetorant eseje, ker sem jaz to pojasneval, je na razpolago, mislim, da zdaj že... Ja, nedavno ste ga še objavili. Tožiljstvo niste pojasnili. 4 leta. Tožiljstvo tega niste pojasnili. Še to mogoče v zvezi s finančno preiskavo? Tožiljstvo je razpolagalo z dokumenti davčne uprave. A so povezane osebe oziroma člani vaše družine povezane osebe tudi vključene, so tudi čakajo na pošto oziroma vabilo na narod, kjer bi tožilstvo predstavilo zagotovitev finančne preiskave? Kolikor vem, nihče ni dobil nobenega vabila. Kot že rečeno, roki za to so potekli 14. aprila.